bomo zdaj počasi začeli. Moram reči, da ste nas kar malo presenetili s takim štiričnim obiskom, česar smo seveda zelo veseli. Tako da, če se še kdo tukaj ne vidi svet, pa bomo. Potem pa povabim na oder glasbenike, ki bodo začeli današnji literarni večer. Lahko, ne?
Še enkrat dober večer. Lepo vas pozdravljam v imenu Slovenske matice. Zelo smo veseli in počaščeni, da ste danes nas poslali na ta literarno-glasbeni večer, ki je za vse nas izjemno pomemben, tako za Slovensko matico, ker smo ponovno izdali eno vrhunsko pomembno knjigo, kot tudi seveda za vsakega od vas, ki ste se tega večera udeležili. Najprej bi se zahvalila učencem in učiteljem združenim v godalni ansambel glasbenega ateljeja Tartini, ki deluje pod vodstvom dirigenta profesorja Vlada Repšeta. Izvedli so prvo skladbo današnjega večera, Tartinijev Adagio. Preden se posvetimo knjigi, zaradi katere smo se danes zbrali, bi samo na kratko predstavila zbirko Spomini in srečanja, v kateri je ta knjiga izšla. Slovenska matica ima namreč dolgo zgodovino objavljanja spominov. Izdali smo že več kot 20 knjig, od spominov Josipa Vošnaka, Ivana Hribarja, Pina Mlakarja, Jože Mahniča, Kajetana Gantarja in drugih, do dolgoletne tradicije same zbirke Spomini in srečanja. V tej zbirki je kot prva leta 1965 išla avtobiografija Vena Pilona, ki pa je potem do leta 1981 sledilo še 7 različnih naslovov del pomembnih slovenskih osebnosti. Znova smo potem zbirko oživili leta 2020 z avtobiografijo Primoža Kureta z naslovom Iz parterja nekaj spomina. Poleg te pa sta tako doslej v tej zbirki išli še knjigi Milčka Komelja o Lojzetu Gostiši in avtobiografija Aleksandra Basina. Danes pa s ponosom predstavljamo portret violinista Dejana Bravničarja izpod peresa uveljavljanje muzikologinje Veronike Brvar, ki jo danes tukaj pozdravljam na odru. Še nekaj besed o avtorici, čeprav jo seveda tale publika, ki je tukaj dobro pozna. Ampak kljub temu, Veronika Brvar v slovenskem glasbenem prostoru deluje že več desetletij. Bila je dolgoletna urednica za resno glasbo na Radiu Slovenija. V tem obdobju je bila tudi 4-krat izvoljena v ekspertno komisijo Evropske zveze radijskih postaj. Bila je vodja programske službe na festivalu Ljubljana, zdaj pa opravlja delo predsednice in umetniške vodje glasbene matice v Ljubljani, ter odgovorne urednice revije v glasbi Glasna, ki jo izdaja Glasbena mladina Slovenije. Ima številne mednarodne izkušnje na področju načrtovanja in umetniškega vodenja festivalov in drugih glasbenih prireditev. Kot glasbena publicistka in scenaristka pa sodeluje z osrednjimi kulturnimi ustanovami po državi. Seveda se zalomi takrat, ko človek to najmanj pričakuje. Najbolj sem začutil, da je to nekako tudi moja izbira. Violina in glasba in sem potem začel sam vaditi, da bi me morali starši k temu priganjati, recimo. To je bil odlomek iz dokumentarnega filma TV Slovenija z naslovom Žametna kantilena, violinist Dejan Bravničar, katerega soavtorica je Veronika Brvar. Pa bi to vzela kot izhodišče za najin pogovor. Vaše druženje z velikim violinistom Dejanom Bravničarjem se je tako začelo že dosti prej, preden ste začeli pisati knjigo o njem, kar ste nakazali tudi sami v monografiji. Pa bi prebrala odlomek, ki to zelo lepo ponazarja. Navdih za pisanje monografije je bila glasba. Pri delu so me spremljali zvočni zapisi, glasbeni spomini številnih koncertov in ob koncu še posebej topla beseda,
s katero me je portretiranec violinist Dejan Bravničar prvič sprejel na svojem domu. Prepričana sem, da njegova glasba in misel ožarjata besedilo knjige in sta pravo vodilo za branje vdiha lepote. Pa začniva kar čim bolj osebno. Kako se je vas dotaknil Dejan Bravničar? Najprej najlepša hvala in toplo pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli tukaj na predstavitev knjige. Gospod Dejan Bravničar je živel nekako v moji predstavi, preden sem prvič osebno res poznala na njegovem domu kot izvrsten violinist. Sem vsa leta spremljala koncerte, njegove tudi posnetke na radiju. Te posnetke smo tudi pošiljali v Evropsko zvezo radijskih postaj in moramo reči, da smo vedno dobili lepe odzive za pester repertoar in pa za tudi takšno posebno oživljanje repertoarja, za eno posebno dediščino, o kateri bomo morda pozneje še kaj govorili. Prvič sem ga pa srečala, res je bilo to naključje, da mi je gospa urednica z televizije Slovenija nekako poklicala in me vprašala, če bi jaz naredila daljši pogovor z njim za portret, televizijski portret. Takrat se mi je zdelo to kar malo ambiciozno vabilo, kajti sama nisem violinistka. Poznam sicer violino tako, kot ne bi muzikolog dobro poznal, ampak se mi je vseeno zdelo, da morda bi bilo bolje, če bi kdo izmed njegovih kolegov, vendar nekako ustrajala in potem smo se domenili na njegovem domu z gospod Diko Bravničar in ona, kot veste, vedno tako zna vsakega lepo povabiti na svoj dom, da mi že od prvega trenutka, ko sem jo videla, ni bilo žal. Vedela sem, da sem stopila v en tak poseben, posvečen prostor, kjer se ne samo bo lepo posnelo gradivo, ampak kjer se bo predvsem razmišljalo o glasbi in vsem, kar nas lepega obdaja. Tako je bilo pač prvo srečanje to spoznavno ob v bistvu že pokončani karieri gospoda Bravničarja. In potem je sledilo to snemanje, ki me je posebej ganilo, namreč zaradi njegovega res spoštljivega odnosa in še vedno ene take človeške vezi do njegovega pokojnega profesorja. To smo potem z našim režiserjem tudi ujeli na televizijski trak in to sem potem v knjigi tudi napisala. Ne, malo težko o tem govoriti, ampak se mi zdi, da obsega to v sami knjigi, da je obesedeno prav, kot je bilo. Še en lep spomin, se spomnim, tako bežen, ko je koncertiral s triom Tartini in so bili res to trije izjemni umetniki. Mi se šele danes zavedamo, kako izjemen trio je bil to. To je bil res svetovna raven. In je bil pa vsak osebnost, vsak posebej je bil tudi sam velik koncertant. In ko so bili skupaj, sem pač nekoč tudi za revijo, mislim, da je bila glasbena revija, prav naše glasbene mladine, da sem imela to priložnost, da sem jih lahko pred koncertom pointervjuvala in da je vsak posebej povedal svoje razmišljanje. Takrat je bil pa gospod Dejan Bravničar predvsem tiho in nas je opazoval. In potem na zadnji najlepša hvala. Ja, pisanje knjige je bilo torej nekakšno logično nadaljevanje vašega predhodnega dela, obenem plod osebne naklonjenosti, obenem vas je pa k snovanju monografije spodbudilo tudi dejstvo, kar ste tudi navedli na začetku knjige, da glasbeno zgodovinopisje na Slovenskem izpostavlja zgodovinske tokove, ustvarjalce, pomembne ustanove, slovenskim poustvarjalcem, glasbenikom pa še vedno odmerja manjšo pozornost in posledično tudi manjši pomen. Pa bi prosila, da zdaj poudarite, v čem je ta širši smisel in vrednost tovrstnih monografij za razumevanje tako naše kulturne dediščine, kot tudi glasbe nasploh. Ja, treba je to razumeti širše. Najprej naj sam povem, ni bilo čisto logično nadaljevanje, ker moram pa tukaj res se zahvaliti gospe Diki Bravničar, ker je ona je tisti motor zadaj, veste, kadar se ona odloči, potem te spodbudi in to narediš. Jaz sem naredila to televizijsko oddajo, na to je sledila logično meni takrat radijska oddaja.
Potem me je pa gospa Vika že po smrti gospoda Bravničarja poklicala, če bi naredila še knjigo, portret. To pa sem takrat zavrnila, ker se mi je zdelo, da mi ne bo uspelo ob vsem tem delu, ki ga počnem, ker bi bilo treba pristopiti kljub vsemu malo drugače, bolj to raziskovalno, treba je kljub vsemu razmisliti o tem, kaj lahko portret novega prinese v ta prostor. In tukaj smo pri tej kulturni dediščini. Obstaja kar veliko spominov, monografij o poustvarjalcih. Samo tistem, kar želim povedati, je o vlogi in pomenu samega poustvarjalca. Kaj ta prinese v naš prostor? Njegova vloga, se pravi vloga poustvarjalca, umetnika, interpreta je veliko večja in jaz bi jo postavila prav na enako raven kot vloga skladatelja. S tem, da skladatelj gleda seveda svojo umetnostjo veliko naprej, on pač napoveduje čas. To so pač filozofi v glasbi, ki čisto drugačno obzorje razkrivajo. Medtem ko s poustvarjalci mi vstopamo v en čas, v eno dobo, v ene kulturne tokove, ki jih morda niti ne bi zaznali, spoznali, če ne bi bilo njih. In zato odtot tudi potem logičen naslov knjige Vdih lepote, kajti oni vdihnejo življenje v glasbi. Brez njih je pač zapisana nota na papirju, kot vemo danes, v tem našem izobraževanju, verjetno zelo malo ljudi zna to prebrati, pa si sploh predstavljati, kaj tam piše. Torej, interpretom se moramo mi globoko pokloniti, da imamo to glasbo in danes vse ti zapise, ki so, da nam oživljajo preteklost in duha časa. V tej knjigi gospoda Dejana Bravničarja lahko stopamo v en res zanimiv čas, ki z različnih plati odseva kakšna je bila naša glasbena kultura tedaj, na koncertnem odru, v izobraževanju, kakšna je bila naklonjenost družbe do ustvarjalcev, poustvarjalcev, kako so tudi mediji spremljali te tokove, kakšna je bila nasploh, bi lahko rekli, tudi recepcija splošno širše. Kaj je umetniku nudila družba in kaj je družbi nudil umetnik. Ja, kot boste videli, ko boste knjigo odprli, je celotna monografija, portret glasbenika, prežeta z glasbo. Kar je njena strukturna posebnost, je to, da celo pri oblikovanju poglavij in naslovih zanje, da ste sledili neki trdni glasbeni strukturi, od preludija do sklepnih akordov, obenem je potem za intonacijo posameznih tematskih poglavij, jih je 7, ste izbirali Bravničarjeve lastne misli, njegove izjave in v tem duhu je tudi celoten vsebinski del uveden in zaključen z 2 Bravničarjevima globokima in lepima citatoma. Pa malo bolj podrobno, prosim, predstavite to strukturo, kako ste prišli do te zamisli, ker berem je zelo natančna, zelo koherentna, kljub temu je pa, kot nakazuje že naslov, ima pa zelo poetičen pridih. Ja, kot veste, smo vsi tisti, ki se ukvarjamo z glasbo, lahko rekli že, da imamo en kod strukture. Ne? Začnemo se učiti pri velikih mojstrih, to je pri Bachu pa pri Beethovenu, tam brez strukture ni glasbe in to zgleda, da nam je malo lažje potem to prenesti na druga polja. Zaradi tega smo si nekako predstavljali, da bi portret moral oživiti, se pravi, da bi pravzaprav skozi portret govorila njegova misel. Vemo, da pač imamo njegovo poustvarjalnost ujeto na posnetkih, ampak tudi te njegove misli so včasih prav posebne, nam rekla pikantne, ampak take žvečljive, lušne, prijazne in nas nekako utirijo oziroma intonirajo poglavja. In tako s njimi prehodimo, s temi mislimi prehodimo celo njegovo življenjsko pot, glasbeno pot, njegov odnos do, rečemo tako, zunanjih kritičnih opazovalcev, odnos do študentov, ljubezni do študentov, bi lahko rekli take res srčne, humane, tudi njegova raznotera zanimanja. Za začetek in za konec seveda pa tukaj pridejo na vrsti tudi drugi pričevalci, tako jasno preludi, ki intonira celotno knjigo in da je bilo v bistvu z lahkoto napisati.
po vsem tem študiju, torej vse, kar knjiga obsega, zakaj smo sploh se lotili te knjige. Potem pa konec se mi zdi pa res zelo tak, da je lepo uspel. Želeli smo si, da bi bili pričevalci njegovega časa, tisti, ki so ga spremljali, ki so ga imeli radi, ki so z njim delali. In tako ta sklepni 3 akordi, lahko rečem, so to eno sozvočje 3 njegovih sopotnikov, njegove študentke, nekdanje študentke, njegove izjemne prijateljice od mladih nog, to je gospe Dubravke Tomšič, ki jo tukaj lepo pozdravljam in sem zelo hvaležna, da ste prišli danes. Najlepša hvala. Druga. Zelo se zahvaljujem tudi gospe Vildani Repše, njegovi nekdanji študentki, ki to strast do prenašanja ljubezni do glasbe tudi nadaljuje. Hvala lepa. Gospod Miloš Lenik žal ne more biti z nami, ker je bolezen, zlobe bolezenske. Njegovo misel lepo si boste lahko prebrali v knjigi. Torej, to so 3 sklepni akordi. Tako sem si nekako zamislila, da bi to kot res 3 rožice na njegov spomin, kot pravijo Francozi, lepo tombo, glasbeni spomenik. In to je tako besedena misel glasbenikov, ki so ga spremljali in vsak svojega zgodnega pota lepo osvetlijo njegovo pot, tisto, kar jaz pač nisem mogla, ker ga nisem spremljala, ne kot študentka, ne kot kolegica ali kaj še prijateljica ženska. Lepo pričevanje, izjemno pričevanje je pričevanje njegovih študentov. Ti so razkrili eno prav posebno naravo, kar je on bil kot profesor, pa tudi na splošno v družbi. Gospod, ki je imel avtoriteto. Imel je takšno avtoriteto, da se ga niso bali, tako prijazno toplino, ampak kljub vsemu je bila ta avtoriteta tako močna, da je recimo njegov en študent, ki ga tudi danes lepo pozdravljam, gospod Romeo Drucker, rekel, ko je nekoč prišel na uro nepripravljen, se je gospod profesor samo priklonil pa rekel, na uslugo. Se priporočam. Torej, eno daljše razmišljanje gospoda Druckerja, mislim, da vas bo lepo popeljalo v te ure profesorja Bravničarja. Druga taka lepa misel, ki zaključuje teh 5 pričevanj, mislim, da imamo tukaj 3 študente, še gospod Mojco Fortin, pa še kar nekaj študentov, ampak 5 študentov, ki rišejo to njegovo profesorsko delo iz različnih obdobij. In zadnje se mi zdi zelo lepa misel gospoda Vanjerja, ki je povedal, ki je zapisal, morda smo prav zaradi teh ur boljši ljudje. Posebna poglavje seveda v življenju vsakega glasbenika je njegov inštrument. Mi vemo, da ima vsi posebno strast, ljubezen, raziskovanje, kako ujeti tisti najodličnejši, najlepši ton, kje dobiti takšen inštrument, ker je celotna zgodba njegovih violin, od majhnih nog. Imel je gospod Bravničar to srečo, da se je rodil v eni zelo posebni družini, kjer je bil že oče violinist, ker je bil rojen na tedaj italijanski strani, veste, da kljub samo imajo tam Italijani še malo drugačen odnos do godal, do izdelovanja godal. Ta tradicija je verjetno živa stoletja, tako ko je prišel v Ljubljano, je seveda tudi on, se pravi njegov oče, začel raziskovati, kaj tukaj obstaja. In ta posebna ljubezen iskanja pravega tona se potem prenesla tudi na gospoda Bravničarja. Ko govorimo o tem violinskem zvuku tonu, tukaj res iskanje te lepote. Mislim, da je zelo slikovito to opisal tudi gospod violinist Žiga Brank, ki zdaj igra na violino in tako ta violina še vedno živi v rokah
izvrstnega violinista. Tako da najlepša hvala, gospod Žiga Brank, da ste nam za knjigo napisali tako lepo sporočilo, kaj vsebuje ta violina, kako lepo nam poje. Preden se še podrobneje posvetimo vsebini, ki ste jo že malce seveda s tem nakazali, pa še eno vprašanje v zvezi z oblikovanjem besedila. Umet mora tudi bogato slikovno gradivo, ki dodatno osvetljuje njegovo življenje. Hkrati pa je v knjigi zelo učinkovito tudi oblikovanje Samala Harnarja, ki je na pobudo gospe Dike Bravničar za posamezna poglavja pripravil čudovite grafike, polne glasbene simbolike. Kako ti materiali dopolnjujejo vsebino knjige? Ja, verjetno si pri takšnem naslovu ne smemo privoščiti, da ne bo knjiga lepa. Knjiga mora biti lepa, ne? Tudi, da se vzame lepo v roke in da je vsako poglavje, da ima neke dodatne vrednosti z različnih polj. Res je vsebina sama, je nekako zasnovana na treh plasteh, ene vrste polifonija, tako teh besede, poglavij, vsebine, življenjske poti, kot na drugi strani posebno zgodbo tukaj peljejo te grafike, simbolika res iz strun, iz posebne, ustvarjene iz res navdiha tega oblikovalca. Potem pa posebna zgodba so pa še ti izbrani slikovni elementi, se pravi tudi iz samega življenja, družine, s koncertov, koncertni listi, prve kritike, torej 3 plasti, ki osvetljujejo življenje in delo violinista in ki mislim, da bi bil na nekaj ponosen, kajti on je imel tudi rad lepe stvari. Ja, zdaj pa se podrobneje posvetiva še vsebini tega portreta. Kot je že razvidno, ste seveda v delu umetnika prikazali tako z osebne kot tudi z profesionalne plati. Najprej seveda je najbolj logično začeti z njegovim družinskim okoljem, ki ga prisrčno in duhovito nakazuje že Župančičeva pesem, napisana Bravničarjevemu očetu, Matiji Bravničarju, skladatelju, ko se mu je rodil sin. Tako da prosim najprej, če ta odlomek preberete. In seveda potem iz tega izhajajoč vprašanje, v kakšno družino se je rodil Dejan Bravničar. Retorično vprašanje. Ja, Dejan Bravničar se je rodil danes prav posebno kulturno družino. Ni jih veliko na Slovenskem in se mi zdi prav, da se o tem tudi spregovori. Oče je bil poleg tega, da je bil violinist, je bil tudi skladatelj, zanimalo ga je veliko stvari, bil je pa tudi primorc po duši, duši in zanimanjih, tako da so imeli pri njih vsak petek srečanja kulturnikov, tako družabna, odprta, svetovljanska družina, ki je rada izmenjavala mnenje z različnih polj, ne samo umetnosti, ampak tudi znanosti ali ostalih drugih družbenih vprašanj. Pri njih so na primer večkrat se oglasili, poleg Otona Župančiča, tudi pesnica Lili Novi, na primer, potem znanstveniki in kolegi, skladateljski kolegi. Mama pa, kot vemo, je bila prima balerina, nato tudi ustanoviteljica srednje baletne šole, sicer pa res taka svetovljanska dama, kar se vidi tudi iz fotografije. Tako da ni naključje, da ko se je gospodu skladatelju rodil sin, je dobil takšno pesem, Srečnemu godcu. To je naklonil malo pomu Bog, kakor vi godate, vam žena pleše. Ko vaše sanje v bežne kipe kleše, predana vsa od glave vam do nog. Lahno polagajte na strune lok, tenko pretehtajte vsak teri zvok. Mehak nas boža, neubran nas teše. To je bilo napisano Matiji Bravničarju v Ljubljani 3. novembra 1937. Kot vemo, 1. oktobra se je rodil gospod Dejan Bravničar. Torej, tele sojenice so se pripeljale takrat k njemu v Zibelko, ko je prišel na ta svet. In mislim, da lahko malo povežemo to pot, če imamo malo tega filozofskega čuta, lahko rečemo.
Ja, kritiki so Bravničarja kmalu, ko je začel z nastopi, začeli označevati kot wunderkinda. Violina mu je bila tako rekoč položena v zibelko. Kakšni pa so bili njegovi začetki spoznavanja z glasbo in potem obdobje njegovega šolanja in profesionalnega izpopolnjevanja? No, pravzaprav ne bi rekla, da so ga označevali kot wunderkinda. Takrat to niti ni bilo v navadi, da bi nekdo izstopil posebej. Kar je bilo posebno, da je zelo zgodaj dobil prvo kritiko. To je res, to je bilo že leta 1948 za svoj prvi nastop in to kar v srednjem časopisu. Drugače pa prav ta oznaka, da bi bil čudežen otrok, tega ni bilo. Edino krat, ko se pojavi, se v zagrebškem mediju, ker so tam bolj prosto, pa tudi radi so spremljali Slovence, takrat so napisali, da to, kar vse on počne, da nekako lahko označi kot wunderkind. Je začel pa res zelo zgodaj, če pomislimo mi, da je pri 9 letih že prvič igral z orkestrom, potem pri 12 Mendelssohnov koncert, pri 14 Bruhov in že pri 16 letih je igral z orkestrom Slovenske filharmonije, zahteven koncert Čajkovskega. Nato je že zelo zgodaj gostoval z njimi v tujini in tako je šla njegova pot navzgor in lahko rečemo, kar je res odlika tega violinista vedno bila, da je bil zaželen gost vseh orkestrov po tedanji državi in kadarkoli so bili kjerkoli v zadregi, kar je imel tako obširen repertoar, vse znal na pamet, kar kaže na posebno genialnost, da je prišel. Tako recimo je bil za en res, lahko rečemo danes, kar vrtolomni skok, ko so ga poklicali za izvedbo Prokofjevega koncerta, ki je že sam po sebi težek, da so le nekaj tednov prej sporočili, da tisti violinist, ki bi v Ljubljani moral nastopiti, nekako ne more, je odpovedal koncert in je vskočil on in briljantno odigral in dobil tudi izvrstno kritiko za ta nastop. Pomembno je bilo tudi njegov študij v Moskvi. V tem je tudi so bila pomembna in zanimiva pisma, ki jih je pisal staršem, pa še kaj več o tem izpopolnjevanju potem naprej. Ja, po študiju, torej pri 14 letih je vstopil na Akademijo za glasbo in tam ostal dlje časa, kot bi recimo danes nekako pričakovali, ker takrat je bilo to obvezno služenje vojaškega roka in verjetno je bilo to tudi pametna odločitev, da se torej malo podaljša in da lahko razvije in se dobro posveti in utiri na to glasbeno pot in med tem časom je tudi odšel v Moskvo. Kako je pa do tega prišlo, je tudi zanimivo, kajti bil je eden najboljših violinistov, takrat so ga označevali mlade violinist mlajše generacije, zmagal na državnem violinskem tekmovanju in tako je bilo logično, da gre na študij v tujino, prijavil se je k Maxu Rostalu v London, prosil za štipendijo, vendar ta štipendija je bila odbita. No, čisto natančno se ne ve zakaj, ampak pač ni je dobil. In tako tisto leto potem njegov oče znova stopi na pomoč in je slišal, da prihaja v Ljubljano svetovno znani violinist, še danes legenda, David Oistrach, in da morda, če bi predstavil svojega sina njemu, da morda je tudi kakšna možnost, da on se odpravi na študij v Moskvo, v ta takrat svetovni center umetnosti glasbe. In Davida Oistracha je povabil gospod Bravničar na svoj dom. No, in tukaj imamo pričevalca med nami, gospoda Engelmana, ki je gospoda Dejana Bravničarja spremljal na klavirju, da ga je gospod Oistrach lahko slišal in ocenil. Tako da gospod Engelman, najlepša hvala za vaš spomin, ki ste ga delili z nami. Tukaj je tudi zapisan v knjigi. Torej, potem tako imenovane audicije, kot rečemo, radi na glasbenem podiju, se je gospod David Oistrach odločil, da lahko naš violinist študira v Moskvi pri njegovem razredu. In to šolanje je trajalo potem izobraževanje 2 leti,
z mestnim enoletnim premorom, kot tudi ni dobil štipendije. In to je bilo za njega, kar opisuje v tej knjigi, posebni knjigi, ki je bila izdana v Prijateljev Tretjini, tudi na pobudo gospoda in gospe Bravniča. Se pravi, ta pisma iz Moskve odražajo vse, kar se mu je dogajalo v tistem obdobju. To je res izjemen popis časa, razumevanja glasbe, vstopa res v visoko umetnost. Kot je rekel na začetku sam, zapisal sama, ta preizkus, ko so ga ob prvem srečanju s to visoko šolo za glasbo takoj soočili z ravnjo glasbenikov, da je moral takoj poslušati enega violinista, ki se je pripravljal na svetovno tekmovanje. Takrat je on vedel, ali bom tukaj dosegel to raven, oziroma bom šel na to pot, ali pa kar najbolj, da zdaj spokam kavčke, pa grem domov. In odločil se je, hvala Bogu, za tisto prvo, se pravi, da je vztrajal. In res lahko smo ponosni, to je eden, mislim, da je edini slovenski violinist, ki je študiral v tem razredu in ki je prenesel to dediščino k nam. In pozneje, kot smo lahko videli, ko je nastopal na svetovnih odrih, so večkrat tudi to poudarjali, da se čuti tudi Ojstrahova misel, čeprav seveda on je šel potem popolnoma svojo pot. Kar je najlepše za nas, tudi vse druge, da mu je potem ob koncu življenja pa David Ojstrah napisal, kakšen velik umetnik ste. Svojega študenta tako lepo pohvali, se mi zdi izjemno. Zdaj pa bomo predvajali še glasbeni uložek. S tem posnetkom pa prehajava na tisti del predstavitve monografije, v katerem ste zelo skrbno in pregledno popisali Bravničarjevo koncertno pot. Zelo podrobno ste prikazali njegovo bogato in impresivno umetniško delovanje, pa bi vas prosila, da na kratko izpostavite najpomembnejše dosežke v njegovi karieri in predvsem kaj novega, svežega je Dejan Bravničar prinesel v naš prostor, kar ste pač tudi že seveda omenili. Ja, to je težko povedati, ne samo na posamezne dosežke posameznega koncerta. Jaz mislim, da celotno njegovo delovanje je bilo tak
doseže, kako lahko glasbenik ima v svojem repertoarju več kot 50 koncertov, v bistvu vse skozi, se vplete nekako v njegovi glavi, kot te šahovske figure, on bil tak izjemen šahist. Če so ga priklicali recimo iz Sarajeva, se rekli, lahko pridete na koncert Čajkovskega čez nekaj dni, čez en teden pa na Beethovna, potem v Ljubljani koncert komorne glasbe, potem s triom Tartini, o čemer tudi veljalo še veliko povedati. Torej, celotna njegova ta umetniška pot je res občudovanja vredna, nekaj posebnega. Kaj je tisto novo, kar je prinesel in ta prostor nekako poskušal predrugačiti s to svojo izvedbo, se pravi s to predanostjo glasbi, popolno predanostjo glasbi na vseh ravnih. In pa morda tudi za odnosom, ko se on lotil ene skladbe, recimo skladbe slovenskega skladatelja, kar je morda včasih malo drugače pojmovano. Se pravi, samo da se skladba slovenskega skladatelja izvede, potem pa naslednja in naslednja. On je izbral delo in se mu potem posvetil in ga tudi stalno, nekako bil njegov, lahko rekli, zaveznik, ambasador, moderno rečeno, promotor tega dela. Tako da ga je recimo krstil v Ljubljani, potem ga je šel v Trstu, pa v Rimu, potem je šel z njim na Dunaj, pa šel v različne druge sredine, ga potem tudi posnel. Tako recimo nedavno smo tako odkrili en tak posnetek Jakoba Ježa, to je res izjemen tak biserček, kako se je tej skladbi posvetil. Potem vemo za delo gospoda Lebiča, kako je bil na Lebičevem večeru v Kopru, v Društvu prijateljev glasbe, da bo res slovenska glasba tako zazvenila kot Beethovenov koncert, ne samo da je preigrana, ampak tista res zavzetost, da če si koncertant, če si dober koncertant, moraš biti to na vseh nivojih, na vseh, vse, kar počneš, mora biti ta stroga profesionalnost. Druga, kar je prinesel verjetno tega duha, drugačnega, ki se ga je navzel pri gospodu Davidu Oistrakhu, pa tudi v razredu komorne glasbe pri Milmanu, kjer je po tankosti študiral res svetovna dela, morda malo drugačen način, kot je gospod Milman je bil velik strokovnjak za Brahmsa, zato so morda ta njegovi Brahmsovi večeri so bili verjetno res občudovanja vredni. Takrat, že v Moskvi, pa so prepoznali pri našemu violinistu posebno zanimanje za občutljivo za glasbo Sibeliusa, za koncert Sibeliusa. To mu je že gospod David Oistrakh rekel, s tem koncertom boste imeli pa veliko uspeha. Tako da ni samo, bi lahko rekli, bil prenašalec ene tradicije, ampak tam je odkril isto svojo osebnost, kar je bilo zelo pomembno potem za naprej, za nadaljno pot. To je tak, se mi zdi velik dosežek. Drugo, kar se verjetno navzel v vseh teh sredinah, poznaje tudi študiral je v Rimu, ampak tam mislim, da ga je navzela predvsem ta kultura, lokal, ki je bil vajen od doma, obdan z lepimi slikami, z lepimi stvarmi, res ta kultura dialoga, pogovora, da je to nekako potem prenašal naprej svojim študentom. Jaz mislim, da to vsak študent lahko pove, da je bil tudi spoštovanje zaradi tega, kar je bil gospod, violinist. Omenili ste že tudi številne kritike, ki jih je prejel v svoji karieri. Mnenja kritikov ste zelo domiselno vpletli v monografijo, tako slovenskih kot tudi tujih. Kaj pa bi rekli, kaj se v njih kaže kot neka stalnica, nek leitmotiv? Ja, pri kritikah smo si seveda želeli, da pokažemo njegovo mojstrstvo, ampak ne samo morda, ker nismo prebrali naslovov knjige, ne Stanja skrivnost, pa pogledajte sami na knjige, ampak ta je pa zanimiva njegova misel, ki pravi: s temi kritikami sem zadovoljen, se pa nanje nisem kaj dosti oziral, pa tudi strinjal se z njimi nisem vedno. Tako da, se pravi, te kritike vzamemo tudi mi vsi malo z rezervom. Ali pa ne, kajti čisto vse kritike, so bile izjemne, dobre. So bile nekatere, so bile malo
posebne, malo drugačno drugo mnenje, ampak kljub vsemu ne, da bi rekli, kot imamo danes navado, ne, brati kritike, ki uničijo, ne, skoraj izvajalca tega takrat ni bilo. To je bila ena kultura pisanja, tudi posebna kultura znanja, lahko rečemo. Ne. Ti kritiki, ki so pisali, so bili lahko prejnih, lahko zaznamo res literarni talent. Ne. Nekateri so bili mojstri besede, hkrati pa še tudi zelo duhoviti. Znali so pritegniti tako poslušalce, da od začetka do konca kritikov prebral, pa čeprav ga sploh stvar ni zanimala. Ne. Tako se mi je zdelo pomembno, da to pletem noter na poseben način. Čeprav se bo nekaterih zdelo vse pot že potem še enkrat natančno popisano, vsi koncerti so popisani, ampak tukaj, ko jim daje težo še ta kritiška beseda na določen koncertni repertoar, se mi zdi, da je to res, ima še eno plast dodatno. Če smo prej govorili o tej polifoniji, lahko govorimo tudi tukaj še eno posebno, recimo štiriglasno fugo, se pravi, imamo besedo umetnikov, pričevalcev, hkrati pa še besedo kritikov, literatov, ko so razumeli njegovo umetnost, kaj jih je prepričalo. Težko je bilo seveda zbirati, katere kritike ja, katere ne, da se ne bi preveč ponavljale, zato sem si nekako naredila en načrt, ki ga pač navadno seveda vsak glasbenik, ko pride na koncert pri violinistu, pričakuje, se pravi od tona, odnosa do izbora glasbe in tako. Se pravi, kako so ti kritiki to ocenjevali na različne načine, kako so opisali sam violinski ton. Tukaj lahko vidimo, mislim, da jaz sem brala 30 različnih predelnikov na ta način. Se pravi, slovenščina je zelo lep jezik in tudi zna lepo opisati. Tudi čisto preprosto stvar, kot je recimo intonacija na različne načine. Malo seveda tudi okolje, kako opisujejo, kaj je tisti čas prepričalo poslušalce, pa kljub vsemu se ne ukvarjajo toliko z občinstvom kot danes. Ampak bolj pa samo srž glasbe. Recimo, krasno je, ko pa primerjava, ko je prišel gospod Bravničar na oder, da je prihajalo kot orkan, pometel svojo umetnostjo. Prav, v bistvu pove vse, igral temperamentno, prepričal publiko, izjemno tudi poustvaril glasbo, ki je imela ta karakter v sebi. Mislim, da kritike tudi nekako rišejo ta duh časa, se pravi zavzetost za določene stile, tudi raziskovanje, slogovne recimo privrženosti, kako se je ta misel počasi razvijala in pa tudi kako so se mnenja kresala. Recimo pri Beethovnu je bilo tako, da je bila ustaljena en način izvedbe, verjetno tudi zaradi bližine Dunaja pa izmenjave tovrstnih interpretov, malo drugačna kot tista, ki je prišla od Davida Oistraha. In potem, čez nekaj let, ko je bil gospod Dejan Bravničar že na vrhuncu svoje kariere oziroma se bližal proti slovesu, ko on postavi Beethovenov koncert, je en kritikom zaprlo sapo. To je čist nekaj drugega, kar so kadarkoli v življenju tukaj slišali. Tako da nekatere je prevzel, s tem nekateri so se pa spraševali, kaj zdaj to je. Danes vemo, da je v bistvu on prav, on je pač globoko se posvetil te umetnosti in jo razumel res kot zrel umetnik. To se nam zdi tudi ena ta vrednost, da cenimo zrele umetnike. Lepo je videti mlade glasbenike, ampak zelo lepo je tudi slišati glasbenika v njegovi zrelem obdobju. Omenili ste že, seveda, da pa Bravničar ni bil samo umetnik, ampak tudi pedagog. Bil je profesor in več let tudi dekan Akademije za glasbo. Kako je sprejel to svojo poklicno vlogo in seveda tudi obratno, kako so pa njegovi sodelavci in učenci videli njega v tej vlogi. En delček ste že prej omenili, ampak temu je tudi kar en velik del knjige posvečen. Ja, ta vloga posredovanja ljubezni do glasbe se mi zdi, da je velika. To pedagog mora imeti, da to strast prenaša na svoje študente.
Jaz mislim, kar je očitno, jaz nisem bila njegova študentka, ne, ampak kar pa lahko vidim iz te naše kulturne sredine, je, da je dal prostor študentom, da razvijajo svoje potenciale in da grejo s tem potem v svet, ne, da vsak sebe odkrije. Se pravi, on ni želel replicirati Browničarjev. On je želel, da pač zaživi gospod Mojca Fortin, tukaj ali gospod Roman Drucker, da on najde svojo osebnost. Kar se mi zdi tudi zelo lepo, kar mi je povedala gospa Nika Browničar. On je sprejel vsakega študenta, ki je želel pri njem študirati. Torej, ne da bi izrecno samo te pa te, samo to kategorijo tistih, ki so dobili prvo nagrado na državnem tekmovanju, ampak če si je nekdo želel v njegov razred, ga je sprejel. Sicer se moramo zavedati, takrat je pa tudi raven za vstop na akademijo zelo visoka, prihajali so violinisti iz vse države, takrat se ni tako hodili študirati na akademijo v tujino, ampak so najprej končali akademijo tukaj pri nas, da je bila visoka raven. Kljub vsemu pa se mi zdi ta odprtost tudi do študentov, ki morda že naprej vedo, da ne bojo delali koncertne kariere, jim je pa odpiral druge stvari, se pravi ušesa za raznovrstno literaturo, za brskanje literature, za umetnost na splošno. In to se mi zdi tisto pomembno, ko potem pedagogi predajajo znanje naprej svojim mladim violinistom. Knjigi so na koncu dodane tudi obsežne priloge, seznam koncertov in drugih del na njegovem repertoarju, njegov solistični in komorni repertoar, seznami njegove koncertne poti, diskografije, diplomantov in nazadnje tudi nagrad in priznanj, ki jih je prejel. Kako ste zbirali to vrstno gradivo in s kakšnimi težavami ste se v tem srečevali? In še predvsem, zakaj ste želeli, da je celoten ta obsežni aparat vključen v to monografijo? Najprej seveda tukaj spet zahvala gospe Viki Browničar, ker brez nje že tako ne bi bilo prve knjige, ki smo iz Moskve, če jih ne bi ona tako lepo zbrala. Prav tako vse te kritike in koncertni listi, ki so prispeli potem na moj naslov, ko sem končno rekla, da bom pisala, ko je prišla gospa Vika Browničar z avtomobilom in mislim, da je bilo 7 ali 8 fasciklov polnih teh koncertnih listov, potem se je delo začelo. In tako se nekako sestavila njegova res koncertna pot. V tem vmes so bile pa kakšne lise, meni se je malo čudno, zakaj Veliti ne bi nič igral, lahko, da je imel pa, da je bil zaseden, ker je bil potem pozneje tudi dekan Akademije za glasbo, res aktiven profesor, član številnih žirij po Evropi, ampak kljub vsemu, se mi zdelo nemogoče, da ne bi. Potem pač so bili potem še različni drugi viri, ampak žal je bil to čas pandemije, je bilo malo težje brskati po arhivih, kar je bilo tako nasplošno dostopno, ali pa po drugih knjigah, kar je tudi zanimivo, njegovih sopotnikov, nekateri, ki imajo že svoje monografije, potem primerjati podatke, ali pa recimo portretov orkestrov, tako Slovenske filharmonije kot radijskega orkestra, ali se ti podatki ujemajo, ali se izključujejo, ali kje je kakšen koncert, ki drugega pa ni bilo tako malo forenzike na delu. Zanimivo je bilo potem iskanje teh podnapisov za kritike, odkot so, kdo jih je izdal, nekateri pač podpisi niso bili celoviti, tudi če vedno je bila ideja nekako to narediti, da bo ustrezal tudi tako imenovani strokovni javnosti, če ne rečem znanosti. Potem malo težje in še vedno imam tako malo slabši občutek pri naštetu vseh študentov, kajti arhiv Akademije za glasbo še vedno ni tako digitaliziran, da bi sam pritisnil na gumb in bi vsi diplomanti bili napisani, spisani, treba je pa se kar odpraviti v arhiv. Tam pa tudi ni tako napisano, ni bilo moč doseči, da bi pač pisali diplomanti tega profesora ali pa ta profesor ali te študente. Tako da tukaj smo pač gledali, kateri so diplomirali, potem nekako po ključu iskati, ali so bili v tem razredu ali so bili v kakšnem drugem.
Tako da predpostavljam, da kakšen študent ni naveden, tako da se naprej iskreno opravičujem, če bo kdo kakšnega našel, se zelo veselim, bomo naredili pa ponatis. Pa to dal, ravno tako pri koncertni poti. Kot veste, je bila to nekdanja država Jugoslavija in tako je gospod Bravničar je gostoval po vsej na državi. In seveda recimo koncertov iz Osijeka, ker tudi vem, da je bil nekakšne komorne koncerte, po Zenici, Sarajevo, so nekakšne tudi zelo zanimivi, nimamo vseh koncertnih listov, ne približno, nekaj imamo tisto srednjo, ampak tako, mislim, kljub vsemu si lahko ustvarite eno idejo, kako je šla ta njegova koncertna pot. In še kljub temu je sistematično celotno gradivo zdaj zbrano v največji možni meri, kakor se je to dalo. Tako smo prišli nekako do konca predstavitve portreta vrhunskega violinista Dejana Bravničarja. Za piko na i pa bi v duhu knjige in v duhu današnje predstavitve ta dogodek tudi želela zaključiti tako, kot smo ga začeli, čim bolj osebno. In ker je v občinstvu ogromno Bravničarjevih tako sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, učencev, vas zdaj pred koncem vabim k besedi, da bi delili z nami kakšne svoje misli, spomine nanj, tako da bi bila zelo vesela, če bi se kdo oglasil. Mogoče tudi tisti, ki ste prispevali svoje prispevke v knjigo, svoje misli in mnenja, ki so tudi že objavljena. Veste, mi rajši igramo, ker govorimo. To je največja razlika med nami. Jaz bi pa vprašala gospoda Lajovica, ki ga nisem imela priložnost vprašati v času nastajanja knjige. V tej knjigi je link povezava na en izjemen koncert. Trojnik Beethovenov koncert, kjer igra tudi Dejan Bravničar. V Ljubljani. V Filharmoniji. Ja, v Filharmoniji, drugače ste pa s tem gostovali tudi na Dunaju. V Karnikov. Mislim, da je leta 1974 smo imeli najprej koncert v Ljubljani, slišali. Smo imeli koncert v Ljubljani, nakar smo šli še polet na Dunaj, Karnikov, in ti si bil poseben doživetje. Karnikov ni kakšen koncertni prostor, skratka, ni akustičen. Ampak vse skupaj, cela ta atmosfera, ki sem ga seveda ne rejel. Tako da sem na to zadevo zelo lep spomin. Ta posnetek je tudi na videu, tako da ga lahko pogledate in mislim, da boste uživali tudi v tej prelepi glasbi treh izvrstnih glasbenikov. Ja, to se bom dodala. Treh solistov, in seveda dirigenta Uroša Lavca in pa orkester. Se bo še kdo oglasil? Mogoče še ena beseda, tisti, ki smo knjigo že dobili v roke, malo prebrali. Jaz sem navdušena, s kakšnim subtilnim jezikom ste prišli do našega profesorja, da ste ga lahko doživeli, tako da mi prepoznamo v vaših besedah svoje življenje. Tako da res v tem čestitke in veselje verjetno vseh nas. Morda pa pred glasbo še intermezzo, te navadno. Torej, tukaj je poglavje intermezzo. Se mi zdi zanimivo, ko boste knjigo prebrali, ne samo njegovo koncertno pot, ampak spoznali boste violinista, glasbenika, profesorja, pedagoga, pa tudi njegove skrite strasti in lepoto, ki jo je znal uživati v življenju. To se mi zdi najlepše, da lahko mladim povemo, kam damo knjigo, zakaj je to življenje lahko tako lepo. Tako da, če to preberete, boste videli.
težke reči. Ja, in v zvezi s to mislijo bi potem mogoče ta pogovorni del tega večera lahko zaključili s citatom Dejana Braničarja, ki zaključuje tudi vsebinski del knjige in pravi takole, zelo preprosto in globoko. Življenje zunaj glasbe je žalostno. Sedaj pa bi prisluhnili še sklepni skladbi današnjega večera, Joyceovemu valčku. Tako da prosim.